Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli znova v naši družbi na Planet 2. Nogometni četrtek pa nadaljujemo s tekmo v Celju, kjer se bosta prav tako v 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije pomerila domača ekipa Celja in gostujoči Aluminij. Četa Aluminija bo danes imela kar zanimivo misijo v Celju, namreč na gostovanju si želijo v Prvi ligi Telekom Slovenije Prve lige Telekom Slovenije 61. tekmo. Zdaj pa priložnost za gol Celja. Ibišević je bil blizu svojega prvega zadetka. Andrejašic podajo do Požeg Vancaša. Požeg Vancaš ali se bo odločil za strel ali... To je bil sicer poskus strela, blizu pa je bil tudi Mitja Lotrič, pa zdaj Ibišević. Ni kota. Najbliže tej smeri podaje, ki jo je imel v mislih Pišek, je bil Lotrič. Tam je zdaj padel Ibišević. Do konca je še slabih 27 minut, seveda do konca rednega dela, predložek v kazenski prostor in ali ima zdaj Štravs priložnost, tukaj pa še vedno nič proti nič, ali je zdaj priložnost, da gostje pridejo prav tako v Celju do uvodnega zadetka in zgodil se je! Neverjetno! Torej, Rok Kidrič. Zgodilo se je ravno to, o čemer sem namigoval, ali je to priložnost, da danes gostje v teh poznih popoldanskih oziroma večernem terminu poskrbijo za presenečenje in prišlo je do zadetka. Končno smo ga dočakali, Rok Kidrič pa... Tukaj zdaj oteka Vizinger, lepo je podal nazaj. In izenačenje v Celju. Rudi Požeg Vancaš pa prihaja do svojega 5. zadetka. Takole je podal nazaj, lepo do Novaka, Vizinger. Brecelj s podajo nazaj, zapravljena podaja znova Celjanov in Francesco Tahira, ali se lahko zdaj odkupi za tisto napako in sodnik Vinčič ni dosodil prekrška. Nasprotnik se je izkazal za žilavega, nekako smo skušali zmagati to tekmo, priigrali smo si celo vrsto nekih situacij, ki pa jih nažalost nismo uspeli realizirati in se moramo zadovoljiti tudi s to točko. Prišli smo v Celje ne izgubiti, namen smo dosegli, osvojili točko, tako da z naše strani je izkupiček pozitiven.